Lepo pozdravljeni. Dobrodošli na 6. večeru odštevanja do velikega finala 10. generacije Ernst & Young Professionals. Te dni se vsak večer pogovarjamo s preteklimi zmagovalkami in zmagovalci programov. Danes je z nami zmagovalka 6. generacije, Nina Langerholz-Čebokli. Nina, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Ko sem sledila tvoji poslovni poti, je res impresivna. Študirala si geografijo, potem te je pot vodila do geotermalne energije in vse do vodenja projektov. Vodenja projektov s področja infrastrukture, socialnega varstva, zdravstvenega sistema in vse do javne uprave. Bila si vodja kabineta ministra na Ministrstvu za javno upravo in opravljala več menedžerskih funkcij v javnem, nevladnem in zasebnem sektorju. Nazadnje si bila vodja oddelka za kadre na Cozilabu, danes pa si samostojna svetovalka za organizacijski dizajn v podjetju Dodo Consulting ali Dudu Consulting? Nikoli nisem... Dodo. Dodo, okej. Kako bi sama opisala to svojo pot in kako z njo rasteš? Hvala za vprašanje. Takole, ko slišim, ko nekdo našteva mojo pot čez vsa področja, si ne morem kaj, da ne bi mislila, ta pa res skače iz področja na področje, ampak moram reči, da celotna pot ima neko svojo logiko zadaj in v skupni imenovalec, če tako rečem. In to meni je stalno gnala radovednost pa želja po razumevanju nekega drugega aspekta področja, kjer sem v tistem trenutku delovala. Tako da sem se vedno stalno izobraževala in učila v nekem drugem področju in pojavljale so se nove priložnosti, vedno me je pa gnala želja po izboljševanju. Kaj bi bilo lahko drugače, kaj bi bilo lahko boljše. Tako da tisto, kar sem se naučila, je predvsem spoznati različne vidike, prvič spoznati področje kot tako, predvsem pa spoznati interese na različnem področju. To je nekaj, kar sem se najbolj naučila, tudi potem različne interese med sabo usklajevati in poiskati tisti presek skupnih interesov, ki vedno obstaja. Tako da to, pomagati razumeti, pomagati poiskati skupni interes. Kako so ti pa mogoče izkušnje iz programa Ernst & Young Professionals tukaj pomagale še naprej graditi kariero? Ja, Young Professionals, jaz imam take lepe spomine na ta program. Kako sploh vse opisati? Eno je, recimo to pove vsak, priložnost druženja, networkinga. Eno je priložnost, drugo je pa tudi učiti se povezovanja. Kot veščina, čist krepiti svoje komunikacijske veščine. Zelo v lepem spominu so mi ostala srečanja z gosti, z izkušenimi menedžerji, vodji. Mislim, da sem od vsakega od njih potegnila tiste ključne nauke o njihovih razvoju kariere in vem, da so mi vedno naprej še odzvanjali še tedne ali mesece, tako da to je tisto, kar sem si vedno izpisovala in stalno probala imeti v mislih tudi pri svojih odločitvah, kako naprej. Super. Rada bi samo vse gledalce pozvala, da če imate kakršnokoli vprašanje za Nino, prosim, kar vprašajte, pa ji bom predala naprej. Omenila si tudi spremembe, da te motivirajo spremembe. Je za izboljšanje potenciala potrebno zgolj okolje, ki spodbuja kreativnost, nudi neko podporo, ali je pri tem vedno tudi igralo nekako odrekanje, trdo delo? Ja, zdaj vsak reče, da seveda odrekanje in trdo delo, to je tak odgovor, ki se kar sam ponuja. Ampak to je zelo, zelo res. Mogoče celo bolj kot okolje, ki ponudi priložnosti, ker če imaš jasno začrtane cilje oziroma želje
nek drive, ki te žene, boš sam skozi to pot poiskal pravo okolje, ki ti bo ponudilo pol možnosti. No. Tako da odrekanje v vsakem primeru, s tem, da je pogoj, da se toliko odrekaš, ali pa da si se pripravljen odrekati, je res imeti rad to, kar počneš. In pol prideš do tega, da v bistvu samo živiš svoje življenje in se izpolnjuješ, in takrat niti nimaš občutka, da se odrekaš nečemu, kar pa nekdo drug pa trenutno počne. Ne vem, recimo jaz komaj čakam in si nabiram strokovne knjige, da jih lahko potem v miru preberem na plaži, recimo. Takrat me vedno debelo gledajo, ne bereš nikoli romanov. Jaz komaj čakam, da imam dovolj časa, da preberem vso literaturo, ker me pač to tako veseli. Tako da nekdo bi gledal na to kot odrekanje, meni je super, evo. Ja, sej, stalno, tako bi rekla, da imaš to strast do stalnega izboljševanja, do organizacij in pač vsega. Mava tudi eno vprašanje od gledalcev, in sicer Maja sprašuje, imaš izkušnje tako iz vladnega kot zasebnega sektorja? Kaj se lahko oziroma bi se morali po tvojem mnenju drug od drugega naučiti? Ja, super vprašanje. To vprašanje smo večkrat naslavljali tudi v Partnerstvu za spremembe, o katerem lahko tudi kasneje malo več spregovorimo. Ampak, če bi mogla, evo, na kratko, kaj bi se mogli naučiti? Oboji poslušati pa razumeti poslanstvo, bistvo, zakaj kdo obstaja. In razumeti, zakaj obstaja tisti drugi, kaj je njegova naloga, se pravi poslušati. V redu, recimo javni sektor, poslušati ta prvi glas o problemih, o izzivih in mogoče iti večkrat na teren, pa v resnici začutiti, kar iti čez kakšno izkušnjo, kako se ta problem, ga občutiti na svoji koži. In na drugi strani gospodarstvo od javne uprave, mogoče gledati tudi na napredek ne samo skozi finančne kazalnike, ampak da so kar pogosti momenti, ko je treba stopiti korak nazaj od svojih lastnih ozkih interesov za voljo napredka, bom rekla, širše družbe. Evo to. Okej, ko smo že začele, omenile Partnerstvo za spremembe, zdaj ti si z MČM-om povezana že zelo dolgo. Poleg tega, da si top potencial 6. generacije, si v bistvu tudi soavtorica Partnerstva za spremembe, ki je v vseh teh letih postala nacionalna platforma sodelovanja, kjer vsako leto sodeluje več ljudi in državnih organov. Kako je zdaj z distance gledati rast projekta, ki si ga sama pomagala zasnovati? Kako zelo ponosna si? Na kratko, ne bi mogla biti bolj ponosna. Mislim, vsako zgodbo, ki jo kdorkoli kreira, si želi, da obstane, pa da pušča sled. Partnerstvo za spremembe počne ravno to. Se pravi, ko spustiš neko zgodbo iz rok, se umakneš, da še kar živi. In to je bilo tudi moja glavna motivacija za delo tudi v javni upravi, spreminjati sistem, ustvariti nekaj, narediti neko spremembo, in Partnerstvo za spremembe je sigurno ena od teh. Dokazuje pa, zakaj deluje, zato ker je zasnovana na zelo osnovnih, zelo enostavnih principih. To je, da vse se da, če je interes, če pustimo pred vrati, kdo je kdo, pa se usedemo za mizo, pa se pogovarjamo o vsebini, na zaupanju, recimo, si zaupamo, da lahko nekaj rešimo. Tako da v bistvu dokazuje, da najboljše ideje so res enostavne. Tako kot pravi slavni rek, pa vsakič smo malo, mislim, da vsaj jaz malo podvomim v to, je res to zelo enostavno, ampak evo, Partnerstvo za spremembe ni komplicirana ideja,
deluje na tisti etični pogon, kar je edino pravo, res ljudje čutijo to sodelovanje, tako da, evo, še enkrat ne bom mogla biti bolj ponosna. A bi se dalo partnerstvo za spremembe prenesti tudi na druge sfere delovanja, recimo sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero? Ja, absolutno. Mislim, že naslov sam pove ime, partnerstvo za spremembe. Tako da celotna družba rabi partnerstvo in rabi spremembe. Principe, ki sem jih prej naštela, so univerzalni za katerokoli sfero, tako da program kot tak je bil tudi oblikovan kot nacionalna platforma sodelovanja med različnimi deležniki. Tako da, ja, ne izključuje nikogar, namenjen je vsem, tako da absolutno vidim velike priložnosti za, da bi to kar postalo, ne se prelije v celotno družbo, no. Se strinjam, ja. Zdaj pa letos si prevzela tudi vodenje Snežne kepe, ki je pač think tank mladih v okviru platforme Young. Bogo, naj jo tudi pozdravlja in se v bistvu bom kar njegovo vprašanje zastavila, ki se sovpada s tem, kar sem te tako hotela vprašati. Najprej ti pošilja srčen pozdrav. Kako s srcem ti sedaj kot prvi obraz Snežne kepe vidiš Snežno kepo in ta optimistični duh v njej? Wow, super vprašanje. Jaz moram reči, bom kar govorila o izkušnjah, odkar sem jo prevzela to vodenje. Temu vodenju jaz bolj pravim facilitiranje, ker smo, mislim, tam res skupina, ki se je nabrala okrog te Snežne kepe, ki jo je začela ponovno valiti. Energija je neverjetna, no, energija te skupine in čuti se to samoiniciativnost, proaktivnost, to motivacijo, da oblikujemo ukrepe. Rekli pa smo, da si želimo biti zares konkretni. Usmerili smo se na dve področji. Eno je finančno področje, se pravi finančne spodbude in pa področje izobraževanja. In tukaj bomo oblikovali nekaj ukrepov, ki so, za katere mislimo, da so za zadrževanje ali privabljanje talentov v Slovenijo najbolj pomembni in hkrati imeli v mislih tudi to, da so izvedljivi. Obračamo se pa tako na stran podjetij kot na stran države in želimo prepoznavati dobre prakse v obeh sferah in pač postati nek glaven sogovornik kogarkoli za ukrepe na področju talentov. Tako da. Si jih omenila talente, ne? MGM Young platforma je platforma za talente, ki pa jaz mislim, da ostajajo ključni tudi v času krize. Zakaj ti meniš, recimo, kaj je tvoj pogled, zakaj jih je potrebno zdaj še bolj podpreti in kako lahko to naredimo? Zdaj, talenti, jaz si poleg tistih formalnih definicij pa daljših predstavljam talenta nekoga, ki ima željo narediti več, pustiti nekaj premakniti, nekaj izboljšati. Zdaj pa naj si bo to na ravni lokalnega okolja, države, organizacije, kjerkoli pač deluje. To je v njegovem DNK, recimo. In takšni ljudje prinašajo največjo dodano vrednost, kar pomeni, da prinašajo napredek. Niso zadovoljni s tem, tako kot je zdaj, ampak vejo, kako bi lahko bilo, da bi bilo vsem bolje. In mislim, da sem s tem odgovorila na vprašanje. Mi rabimo vlečne konje, rabimo neko silo, ki vleče to državo ali pa posamezne organizacije naprej. Zato talenti, absolutno brez talentov bi obstali v nekem času, kar spet ne pomeni nič dobrega. Tako da talente absolutno privabljati, zadržati, motivirati, jim dati možnost, da se izrazijo.
Kako pa vidiš vlogo Young platforme v slovenski družbi, pa kaj bi se mogoče lahko drugi naučili od nje, tudi v povezavi s tem, kar si jih povedala? Evo, mogoče, ker bom zadnji stavek ponovila od prejšnjega odgovora, mladim talentom ali pa talentom na splošno dati možnost, da se izrazijo. Kaj to pomeni? Eno jih spodbujati, pač da ostanejo, jih prepoznati, drugo pa jih ne ukalupljati v toge sisteme, katerekoli, kjer morajo recimo izvrševati samo neke naloge. Tako da jaz vidim pri platformi Young, zato se ji pa reče platforma, ker da okolje, ki nudi zaupanje, tisto varno okolje, kjer se lahko izrazijo. In to je to, kar mislim, da talenti najbolj iščejo, se najbolj, ne vem, najbolj na njih vpliva tudi motivacijsko, tako da evo, jim dati možnost, jim dati okolje, ponuditi hkrati možnosti za mentorstvo, za medsebojno povezovanje, za izmenjavo idej in tam se pol zgodi čarovnija. Tako da tudi platforma Young, jaz mislim, da je prototip za delovanje družbe na splošno. Hvala, Nina. Kaj je bil najboljši nasvet, ki si ga ti dobila do zdaj v svoji poslovni poti? Pa kaj bi bil mogoče tvoj nasvet za bodoče mlade liderje? Ja, nasvetov je bilo ogromno. Težko izberem najboljšega, recimo lahko pa povem 3, ki so se mene najbolj prijeli, pa ki jih še zdaj imam stalno v mislih. Eden je, da stalno je treba skrbeti za ravnotežje v svojem življenju med vsemi aspekti ali pa vlogami, ki jih imamo kot posameznik, poslušati svoje telo. Tako da, ker življenje gre naprej in moramo skrbeti za to ravnotežje, da bomo lahko tudi drug teden enako produktivni, pa en mesec naprej tudi enako produktivni. Tako da to je odgovornost na nas, da imamo to ravnotežje. V tem mogoče drug vidik, da to, da delaš bolj odgovorno delo, ne pomeni delati še več. Jaz sem kar nekaj časa bila prepričana, da z rastjo odgovornosti pride pol pač 24 ur dela, ne? Ni nujno tako. In pa zelo mi je bil všeč nasvet oziroma sporočilo, da kariera ali pa življenje, da ni linearno. Tega se dostikrat spomnim. Se pravi, ne gre vse samo nagor in da gre to časovno sorazmerno. Delam in da pridejo rezultati takoj, pa potem napredujem. Da so vmes obdobja, ko delaš, pa se ne zgodi nič, potem pa pride in se kar stvari nekako poklopijo med sabo, pa se vse nekako poravna. Tako da ne prenehati loviti svojih sanj, če se nekaj časa nič ne zgodi. Kar bi pa rekla mladim liderjem, je pa v prvi vrsti, da moraš v resnici biti rad lider. Ne, to ni samo stopnička v napredovanju, ampak biti rad lider pomeni rad s srcem skrbeti za svoj tim, za rast svoje ekipe. Tako da to je prvo. Pa s tem v povezavi evo vedeti, da dober lider, vsaj po mojem mnenju, je postavljen in sprejet strani ekipe in ne imenovan strani vodstva. Tako da si zgraditi zaupanje ekipe, pa biti njihov vodja, tako da te res to prepoznajo, pa lahko postaneš sam biti človek z veliko začetnico.
Evo to. Biti človek pa s srcem, to mi je zelo ostalo tega. Jaz imam, časa nama počasi zmanjkuje, tako da samo še eno vprašanje bi imela v bistvu zate. Zdaj, spremembe, kreativnost in kompleksnost so pač tisto, kar te navdihuje in ohranja iskrice v očeh. Kdaj si začutila ta svoj klic? Ali je bilo to že od nekdaj prisotno? Jaz sem od nekdaj želela vedeti, zakaj so stvari take, kot so, pa zakaj ni boljš. Tako da jaz že od majhnega, zakaj ni šola boljš, pa zakaj to ni logično, da se ne izboljša. Potem je bilo obdobje uporništva, na kar sem spoznala, da to, zakaj ni boljš, lahko se upiram še naprej, lahko pa začnem to spreminjati. Tako da ni bil moment, ko sem začutila, bil je moment, ko sem se odločila, da bom drug pristop ubrala, ampak drugače pa je od nekdaj. Jaz bi tukaj pri tebi dodala še to je ful velika radovednost, da te žene motivacija naprej. Ja, radovednost pa, to pa res, ja. Nina, ful ti hvala za ta pogovor, hvala, da si bila danes z nami. Hvala pa tudi AmCham Heroes, ki nas podpirate v platformi Young že 10 let. Hvala za povabilo, evo. Jaz sem uživala. Tudi jaz.